Mladi in stari, vsi za en cilj. Čistimo obalo, čistimo smeti, ostanke od zime, pešpot urejamo. Okrog 350 prostovoljcem smo se pridružili pri čiščenju tudi mi. No, čistili smo predvsem naplavine in tako nekako pripravili teren za poletno sezono. Vedno tako skrbite za okolje? Ja, vsak dan. Gremo na trening, pa po treningu pospravimo. Okoli čolnarne pa tam obalo. Tako domačini, mladi kajakaši za čisto okolje redno, predvsem zaradi nevestnih turistov, skrbijo tudi prostovoljci iz vasi Nomen. Butasto delo, ja. Zato, ker moramo čistiti za eden kmečejo, tega dela sploh ne bilo treba. To je ob cesti, v železnici, embalaža. Danes ne le kot turisti, ampak tudi kot prostovoljci. Takole jih je z vlakom iz vse Slovenije prišlo 50. Združili so prijetno s koristnim. Najbolj fajn je, da smo šli z vlakom, da ni avta v bližini. Pa da bomo malo čistili, spravi malo še na pohod. Čistili bomo pa se zabavali v bazenu. Tudi zato je prišla družina iz Maribora. Bolj ali manj je oddih, z veseljem pa tudi se dožiš za ta prijetno oddih, kaj so nam omogočili, ne pa pripomoreš malo. Kaj imate pa plan za jutri potem? Za jutri? Kopanje. Je pa smeti vsako leto manj. V Bohinju, moramo reči, ljudje znajo skrbeti za ta čisto okolje in seveda bomo nabrali 30-40 vreč odpadkov, ampak to je malo za tako velik prostor. 10 let nazaj je bilo slabša, ne, Jože, se pozna. Kolesa, gume, akumulatorje. Ozaveščenost je vedno večja, to je danes dokazala Slovenija v malem, ki je danes tu čistila. Za takšen naravni biser se je pač vredno potruditi.